Torej, lep dober dan in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki je posvečena predstavitvi Brežiškega oktobra 2021 in pa tudi krajšemu pregledu preteklega leta. Z nami je župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, ki bo v nadaljevanju spregovoril nekoliko več o dosežkih in presežkih tega leta v občini Brežice. V začetku pa bi jaz predstavila mogoče program Brežiškega oktobra 2021. Torej, najprej smo zelo veseli, da so se društva, klubi in organizacije odločile, da pripravijo program Brežiškega oktobra, tako da z veseljem povemo, da smo zbrali v letošnjem programu več kot 60 različnih dogodkov. V preteklih letih je bilo teh dogodkov recimo nekje med 80 in 90 in glede na preteklo leto se nam zdi to res tak en lep dosežek in dokaz nekega optimizma, da se življenje vrača v stare tire. Torej, praznik občine je 28. oktober v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Temu je posvečena tudi slavnostna seja občinskega sveta občine Brežice. To je eden izmed teh glavnih dogodkov, ki jih organizira občina Brežice. 27. oktobra na slavnostni seji bodo podeljena priznanja, nagrade ter naziv častni občan in letos prvič po zelo dolgih letih domicil in sicer četam 25. štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Začenjamo danes program Brežiškega oktobra in sicer ob 17. uri pred občinsko zgradbo s promenadnim nastopom, kjer sodelujeta gasilski pihalni orkester Loče in pa veteranska godba Dolenjske in Bele krajine. V soboto, to je jutri, sledi otvoritev igrišča v Župeči vasi, kar je eden od zelo uspešnih projektov participativnega proračuna. Veseli smo, da so se odločili, da bodo v okviru Brežiškega oktobra pripravili otvoritev. Potem naj omenim 22. oktobra svečano odkritje pomnika in pa posavska proslava ob dnevu suverenosti. In pa seveda letos bo 23.10. 45. pohod po poteh Brežiške čete, štartom letos v Pišecah. Mogoče še omenim dogodek, 8.10. dan gasilcev, ki bo ob 17. uri potekal prav tu na Grajskem dvorišču. In pa 16. oktober, težko pričakovana otvoritev obnovljenega železnega mostu čez reko Savo in Krko ob 12. uri in hkrati bo potekalo kuhanje županovega golaža, kjer se bodo pomerila in predstavila turistična društva v občini Brežice. Zelo smo veseli, da sta se v program vključili tudi Gimnazija Brežice in Osnovna šola Brežice, kajti obe bosta obeležili okrogli obletnici. Gimnazija Brežica 20.10. z dogodkom Naša pot, 75 let Gimnazije Brežice in 50 let kulturno-umetniškega društva Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice. Osnovna šola Brežice pa takoj naslednji dan, 21.10. prireditev Naša pot, v katerih bodo predstavili 50 let Osnovne šole Brežice. Tako da to je glede programa, glede uspešnega preteklega leta in letošnjega pa prosim župana. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Moram reči, da ko nekako smo šli delati analizo za letošnje leto, lahko rečem, da je res leto presežkov, kljub temu, da vemo, da je bilo izjemno zahtevno leto, predvsem kar se tiče covida in pa seveda vseh ostalih ukrepov, ki so bili izvedeni. Definitivno pa jaz mislim, da je to leto, katere bo zaznamovano tudi v prihodnosti, saj smo izjemne dosežke pri letošnjem letu uspeli predvsem na tem gospodarskem področju. Definitivno to, da je skupina TPV, ki je praktično tudi preselila kompletni sedež v našo občino, izvedla investicijo strateško, ki je pomembna tudi za širši pomen kot samo občina Brežice v slovenskem merilu, da je postavila 2 nove tovarne. To se ni zgodilo praktično v tako velikem obsegu v sami samostojnosti, tako da je to izjemen pomen. Zraven tega pa so v naši občini se še ustanovili 2 podjetja, to je City Connect in pa Narayan v Slovenski vasi, kar pomeni seveda, da na tem gospodarskem področju se občina močno razvila. Treba pa poudariti tudi pomen turistične sezone in prav pred dnevi smo ugotovili, da je letošnja poletna turistična sezona kljub vsemu celo bolj uspešna, kot je bila leta 2019,
kar pomeni, da res upam, da je to en dober znanilec, da počasi prihajamo nazaj v tiste boljše čase oziroma, kot rečemo, v normalne čase. Izjemno pa smo bili uspešni na gospodarskem področju oziroma infrastrukturnem. Definitivno v letošnjem letu smo uspeli urediti 15 občinskih stavb, kar se tiče energetskih sanacij. Naj povem, da gre proti koncu revitalizacije objekta bivšega doma upokojencev. Vemo, da prvi del je bil že narejen z prostori VDC, zdaj bo pa še drugi del, v katerem bojo tudi stanovanjske skupnosti. Gradimo 2 vrtca, Artiča in Dobova. Naredili smo praktično 2 mosta, Cerklje ob Krki, leseni in pa brežiški stari most, kar pomeni, da bo letos dokončan tako železni most čez Savo kot Krko in tudi sproščen ponovno promet in pa za pešce in pa za kolesarje. Zraven tega smo veliko dosegli tudi z direkcijo za ceste, predvsem kar se tiče nekako pločnika in pa ceste na Obrežju in pa še nekaj drugih cest. Zelo pomembno se mi pa vidi, da smo tudi v letošnjem letu pridobili evropska sredstva za 3 pomembne projekte, kot so 2 gradnje kolesarskih poti, to je Brežice-Dobova, Brežice-Krška vas in pa hidravlične izboljšave skupaj z občino Bistrica, kar pomeni seveda, da tudi letošnjem letu smo naredili veliko za to, da bo tudi drugo leto uspešno leto. Poleg tega seveda se mi vidi pomembno, da smo začeli z nadaljevanjem sprememb OPN-ja. Naredili smo arhitekturni natečaj za vodni center in pa seveda zelo pomembno je tudi in nekako v 15. oktobra bomo tudi podpisali dogovor o sofinanciranju od začetka obvoznice od Term Čatež dalje proti Trnju in pa potem naslednje tudi proti Bukovšku in pa proti Brezini, kar pomeni seveda, da bomo tudi ta most, ki ga dolgo pričakujemo, v prihodnosti pridobili. Tako da pomembno pa seveda so še tudi druge stvari. Moram reči, da se mi vidi zelo pomembno, da z veterani vojne za Slovenijo smo praktično izvedli arhitekturni natečaj za pomnik v spomin na samostojnost, ki se praktično v teh dnevih že postavlja. 22. bo tudi uradna otvoritev tega, kajti tudi na tak način je letošnje leto tudi nekako spomin na dogodke in pa na 30 let samostojnosti. Se mi pa vidi pomembno, da smo se danes tudi tu dobili prav zaradi tega, kajti naša želja je bila že dolgo let, da se tu naredi eno tako nadkritje, ki bo dalo dodatne možnosti prireditvenega prostora. To se šele zdaj letos še posebej pokazalo, kako to pomembno je zaradi teh vseh ukrepov in jaz verjamem, da s tem tudi kažemo tem, da naša društva bojo imeli še boljše pogoje za prireditve in s tem tudi nazaj za življenje tako pestro, kot je bilo v prihodnosti oziroma v preteklosti in tudi v prihodnosti se bo nadaljevalo. Tako da me veseli, da že v tem oktobru je kar nekaj dogodkov, ki se bojo tu, kot ste slišali, dogajali. Ponovno bomo vse uvedli tako dan gasilcev, potem tudi druga društva, kot je Viva, bojo imeli koncert in pa vsi ostali. In jaz mislim, da tudi s tem kažemo nekako, da se bo to naše normalno življenje izteklo. Bi pa še posebej mogoče ob te priložnosti vseeno izrekel eno zahvalo tako občanom kot tudi občinski svet. Vidimo, kak težke čase preživljajo marsikje v Sloveniji. Jaz mislim pa, da v našem občini smo pa le našli nekakšen skupni jezik pri pomembnih stvareh in kljub vsemu verjamem, da nobenim ni bilo lahko. Mislim, da smo to leto in pa tudi to krizo preživeli kar v neki slogi in v dobrih rezultatih in to je tudi osnova vsega, kajti če ne bi bilo takega sodelovanja tako v občinskem svetu, občinske uprave, pa tudi z krajanjem, sem prepričan, da takšnih uspehov v letu 2021 ne bi moglo biti. Bi pa ob te priložnosti mogoče še glede na to, da smo danes v tem grajskem dvorišču, da imamo tudi z nami direktorico Posavskega muzeja, poudaril, da mogoče tudi ona pove par besed, kaj pomeni to nadkritje, kajti takšno bogato kulturno dogajanje, kot smo navajeni v občini in pa ostale,
je zelo pomembno, da imamo tudi prostor, katerim se družijo. Pa še mogoče, da poudarim še eno stvar, ki smo jo pozabili. Zelo vesel sem, da nam je uspelo pridobiti za leto 2022 mesto športa, Evropsko mesto športa, kar pomeni, da seveda tudi to je pokazalo, da smo dobili na osnovi dobrega sodelovanja športnih klubov, občine in pa vseh deležnikov, in jaz verjamem, da to tudi lepo priznanje, ki bomo ga drugo leto lahko s ponosom celo leto imeli. Zdaj prosim še Alenko, da če tudi ona pove, kaj pomeni to za našo kulturo in pa za občino Brežice kot prireditveno prostor. Najlepša hvala za besedo. V bistvu je res en tak poseben trenutek, ravno ta tiskovna konferenca, ker je to pa zdaj prvi dogodek pod našo novo streho. Veste, da smo si to zelo želeli, ker res naše dvorišče je odlično prizorišče, so pa seveda vremenski časi takšni, da smo več čas trepetali, kaj se bo zgodilo, in izjemno hvaležni smo naši občini Brežice, da smo skupaj nekako šli na to pot tega projekta, in da se je zdaj tudi uresničil. Malo je bilo bolj zakomplicirano, ker seveda to je grajsko okolje, več nekih razmislekov je bilo potrebnih in zelo sem tudi vesela, da je uspel ta načrt, da nekako prav posebno to nadkritje streho naredimo za dvorišče, ki posnema križno-rebraste oboke, tam, ki jih imamo na vseh arkadah, tako da se mi zdi, da pač nekako dopolnjuje to arhitekturo, tisto 16. stoletje v 21. stoletju, ker vseeno živimo v 21. stoletju in je fino, da pač povezujemo to preteklost tudi s sedanjostjo. Zdaj, zahvalila bi se tukaj predvsem Kristjanu Gajiču, če lahko iz občine, ker on je bil ta skrbnik projekta, pa je prav, da se ve, ker se pravim, smo se trudili, da bi bilo čim boljše in zdaj pa seveda, že ta vikend je zelo pester, še cel oktober bo in jaz verjamem, da potem tudi november in december. Sicer bomo morali to tendo zelo bomo mogli skrbeti za njo, bom pač predvsem sneg, ne vemo še kako bo, ampak načeloma pa si želimo, da bi jo umikali res samo za kratek čas, ker vemo, da je lahko že april lep, potem pa seveda pride zdaj zadnje leta malo deževno obdobje, potem pa spet lepo. Tako da, kaj naj rečem, tak srečen dan je danes, začne se oktober, pa tudi evo, prvič smo tukaj, zvečer imamo že dogodek, jutri 2, celo rokodelsko tržnico, zvečer še koncert, potem pa v tistem tednu od 20. to bi še rada povabila do 26. pa ene posebne dogodivščine povezane s 4 elementi, tudi na tem dvorišču, v prostoru ob dvorišču, tako da poleg vsega, kar vsi delamo, seveda tudi pri nas pestro dogajanje, tako da in tudi to bo omogočalo ta ni to šotor, ne moramo reči šotor, to je pač en tak poseben dodatni grajski dvoriščni prostor. Tako da hvala lepa občini in tako kot je rekel župan, ta prostor je odprt za vse in se zelo veselimo številnih dogodkov, pa tudi tistih stvari, ki ne bodo tako odprte, pa bodo vseeno, se pravi poroke, kakšna druga slavja, kakšne take posebne dogodke bi tudi radi gostili in jih tudi bomo. Hvala. Hvala lepa direktorici Posavskega muzeja Brežice. Torej, program Brežiškega oktobra je objavljen tako na spletni strani občine, o dogodkih bomo objavljali preko Facebook strani občine Brežice in pa vsa gospodinjstva so prejela na tistem koledarček vseh teh dogodkov. Kot je dejal župan, imamo občani veliko razlogov za veselje v času Brežiškega oktobra in upamo, da je tudi to nek prispevek k temu, da se življenje vrne na tista dobra stara pota glede druženja in dogodkov. Še mogoče župan, ki je zaključil. V bistvu jaz bi povabil naše občane na te naše dogodke, seveda z upoštevanjem pogojev, ki bojo takrat v veljavi, kajti se spreminjajo. Sem pa prepričan, da se moramo počasi tudi nazaj navaditi na normalno življenje, tudi živeti z covidom in to je tudi ena od priložnosti, da dokažemo, da se ob vsem tem, kar se dogaja, da tudi
čim bolj nemoteno ponovno živeti. Tako, hvala lepa županu. Jaz se vam vsem zahvaljujem za udeležbo in seveda vabljeni k udeležbi na dogodke Brežiškega oktobra.